tako vsakmu brilcu bi priporočil, da pobrije svojo bejbo, ne. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli nazaj na najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami v novi epizodi Jure Rimanič in Jure, koga imamo danes na naši desni? Danes imamo mene. Z nami je Edis Osmanović, frizer, avanturist, dlakoljub. Glasbenik, kaj še? Glasbenik, pač Edis, stari, ne vem, kaj naj ti rečem. Delam dosti stvari, nima glih neki, da me definira, mogoče da sem kot brilc najbolj znan, ne. Okay. Ustvarjalec. No, v bistvu zdaj se tu na Instagramu napiše artist. No, ti si artist. Tako imaš oni creative profile. Ja. Public figure še nisem, ne. Tako da bom vstopil moj kar artist. Sicer si nikoli ne bi rekel artist, kaj kdo se reče artist. Artisti. Za artist se reče drugi, da je artist, ne da pa on sam reče, to je ta fora, ne. Če ti sam reče sebi, da si umetnik, je to tako. Ja, kaj pa si, če nisi? Pa ne vem, ni glih, ne vem, zakaj bi mogel prav definirati, kaj sem, ne. Sem kar sem, ne. Veš, kaj mislim? Kaj pa za seksualnost isto rečeš? Kaj? Da nisi straight, nisi gej, si Edis. Mislim, stari, moraš vse probat, ne. Mislim, kako veš, da ni dobra bela čokolada, ne, če nisi probal, ne. Kaj to je teden? Kaj počneš? Kaj zdaj počnem na splošno? Zdaj odpiram eno brivnico v Črnomlju. Ja, imam izziv, da izrihtam v enem mesecu. Okay. Ja, to. Pa včeraj sem glih posnel en komad, pa pravi včerajšnjo en komad. Pa ja, vmes še v bistvu naslednji teden snemamo masterclass online. Lepo. Česa? Frizeriranja? Ja, v bistvu pač jaz tudi učim strižt, oziroma rečemo, da mi je tu primarna dejavnost, ker manj strižem, več učim. In je point, da ta masterclass je pač bližnica, da več folka lahko pride do tega, oziroma da jaz pridem prej do denarja. Lepo povedano. Hecam se. Se ne hecaš. Ja, v sodelovanju z enim Mirzo, njega sem spoznal na enemu in ta Mirzo mi je tako en fascinanten človek, je 3 leta v tem, pa je tako hitro napredoval model, da veš, eni rabijo 10 let, pa bo skus na istem mestu, ne imaš pa ljudi, ki skus trgajo, ne, in ta tip tako trga, da me je kar prevzel, sem rekel, ti, mi dva skup, direkt in tako da ja, z njim to delamo. Bolje pa še en daljši projekt, delam pa en event, v bistvu je pa Barber Battle, pa sejem, en kozmetični sejem. Se tepete pol s karjami? Ne, v bistvu Barber Battle je... Do preko ga obrije na nulo. Point je, da dobiš Jurija na konc, ne, to je to. Da, Jurija je pomembno, vse ostalo, kaj se dela, ni pomembno, važno, da človek dobi čukca, ne. In tudi strižite? Ampak morate samo strižiti, ali lahko še kaj drugega delate, zdrave? Ne, dela kar če, ne, sem važno je končni rezultat, ne. Dokler ga ne utrese, dobro ni nič, ne. Dobro brivc mora dobro trest, to je fiks. Dlako ljubi ima, dlake so povsod. Ja, razen če jih pobrije, ne. Delaš fej tudi kje drugje? Pa naredil sem ene par fej do kje drugje, ja. Ok. Ja. Kakšno strelico? Po mojem vsak tip naredi fej kje drugje, ne. Mislim, ti bo dala brivc, mislim, da po moje če vsak šel to delati, ampak pol vidiš, da... Se ne splača. Škoda cajta. Za uniki toliko, ko jih vidi, se ne splača. V bistvu, kar je zanimivo, tako vsakmu brivcu bi priporočil, da pobrije svojo bejbo, ne. To je... Ja. Ne, sem bo dobro brivc, ne, da ne boš kaj zarezal, ne, kako je kar slabo. Boš skrajšal plavuti. Ja. Jurče, kako si ti kaj? Jaz sem v redu, relativno. Kako si kaj preživel svoj teden? Misliš svoj... Ja. Dobro je bilo. Zanimiv teden. Šel sem ven včeraj, tako da poslušam Tima, stari, se počutim. Vidiš, ta lifestyle, kot ti zjebe. Ma ne, se ne, nisem drugače tako zjeben. Tip me je klical, če lahko predstavljam za 1 uro. Ja, ma včeraj.
Sem rekel, da ne. Prav si rekel. Ja. In pa slučajno glih pridem im. Jaz tam čekadim, veš se mi mudi, da ne bom zamojil kao. In on pride im. Tip šele gre sem, ne. Sem rekel, okej, da grem pa kar s tabo. Ja, in še telefon sem vmes zgubil do te točke, ko sem prišel do njega in ne vem, kje je moj telefon zdaj. Glavno, ja, mislim, da je doma. Ampak ja, kaj smo govorili, ko bi moj teden dobro, včeraj sem bil malo zunaj. Imel kolega resni dan, 30 let, žigal se najboljše. In nič, malo smo zažurali, pol smo šli na 2 kebaba. Kebaba? Ne, sem povedal kebab in hot dog. Aha. No, to je boljša kombinacija. Ja. Ja. Malo razbije, ne. Ja. Pač prvo sem hot dog, da, ne vem, dober je bil. Za hot dog je res dober drugače. Tako, mislim, veš, ker hot dog doma ne moreš narediti. Ne vem, ker moraš... Zakaj? Veš zakaj? Zato, ker moraš imeti ono stvar za napičiti gor. Veš, ono, ki naredi luknjo. Vse imaš tu za napičati, ali nimaš, ali kaj? In kaj bom s kuhalnico luknjal? Filane paprike. Pač hot dog je taka seksualna stvar drugače. Veš, tam on izražava svojo seksualnost, tam je hot dog, pizda. Veš, da je dober, pač dober je. Meni zvan vidi posod to seksualnost, ono, veš. Ja, ne, ampak v hot dogu resno je. Ki dajo tudi ono, veš, omakica, ki dripa ven na vrhu. Kdaj si ti začel se ukvarjati z britjem? Čekaj, to meni, da rihtaš tudi brade. Ja. Začel sem se ukvarjati. Mislim, zdaj začel sem strižiti v osnovni. En friend je mene postrigel, jaz njega. Njegova čupa je bila katastrofalna, moja tudi, ampak recimo, da je bila kao njegova manj katastrofalna. In pol je folk rekel, Dedis bo še mene postrigel, ne. In pol sem tako začel strižiti, ampak zelo slabo. In sem zelo slabo strigel ful enih let, ne. Strigel sem za 2 evra, takrat so bili LM čiki, modri so bili 2 evra. Pa sem dvignil na 3, ker je bil kebab 3, ne. Kebab se je takrat, ja, podražil. Pa sem pa iz ekonomske, ker nisem naredil te ekonomske, takrat sem začel tudi malo repati. Malo sem bil v filmu Kaj sem car, ne. Kako si zdaj, ker grem repat? Ok, kako sem začel repati pa? Ja, kje si zdaj, ker ekonomska propadla reper. Seveda je Zlatko bil ta povod, ne. Takrat meni se zdi, da smo vsi bili malo fani Zlatkota. On je bil v Novem mestu, imel koncert in jaz sem tam pred njegovim odrom bolj repu komade ko on. Ne, da sem bolj repu, ampak jih res znal. Mi je porinil mikrofon. Pol tam pač sem repu z njim pod stageom in takrat sem jaz začutil to ljubezen do repanja. In pol iz tega je ratalo, sem se parkrat dobil Zlatko, malo sem v freestylu, ker sem bil dobro v freestylanju, ne. Ja, in pol... Ti še zdaj gre? Pa gre, ja, odvisno od mooda, ne. Ne moram zdaj vem, kaj boš hotel reči, zdaj začnem repati. Član, ko ustreliš, jaz sem dober v freestylu. Ja, moraš to podpreti, veš? Ja, se lahko podprem, ne. Lahko si pogledaš komad Kapa, kaj je cel freestyle, kaj ni nad spisano, recimo. Tam imaš podprto, da moj freestyle dela. V glavnem, no in pol Zlatko me je pelil do studija in takrat sem začel snemati prvi album pri Flamio. To je bilo leta 2010, ne. To je 12 let nazaj. Ok. 11. Koliko si bil star, ko si to delal? 15 sem bil star, ko sem začel snemati CD, 16 sem bil star, ko je ven prišel. Prišel je 11.11.2011, to je bil ta datum. Lepa. Jaz pa čale sale. Torej, zdaj prvi album pri 16. Jo. Ampak slab album, ne. Ja. Ne to pozabiti, ne. Ja, moraš te prve slabe dati, da pa lahko pridejo. Ja, vse to je to, ne. Jaz pravim, da kdo se boji zgrešiti, ne bo nikoli nikamor prišel, ne. Moraš failati, da rateš dobro, ne. Imaš kakšno, ne vem, kakšne največje lekcije, ki se naučil od Zlatkota? Kaj je kaj takega? Pizda, da delo z Zlatkotom pri takih letih je kar... Ne iti proti vladi. Mislim, Zlatkotom nisem jaz delal vsa ta leta, jaz sem Zlatkotom, mene sem v furu tam, takrat sem z njim naredil ta en komad, naredil sem s Klemnom komad. Je, to je jako, Klemen. Ja, Kvaje Kugaje komad, Kvaje Kugaje, poliži moje jaje, ful imaš dober avto, kad ti fotor kluče daje. To je bilo, da ti pravim, 16-letnik, 15-letnik repa.
tako da takrat sem bil full hype, veš, snemal sem bil s Climbom, ker sem ga poslušal v drugem, tretjem razredu, snemal sem Zlatko tam, še Climb je rapal moj refren, veš, tu ti v glavi, fuck, kaj sem hud, ne. Pa pride reality check, ti pride drugi raperi, ne, pa v bistvu vidiš, da nisi ti tam, čeprav tvoj ego misli, da je, ne. In pa se pač zapreš, ne, in pa rečemo, da sem rabo full site, da sem se mal skoleral, pa analiziral, pa netreniral. In pa je to ratelo z leti malo boljš, ne. Ampak overall ta muska in ta vrsta drive, ki ga imam do te muske, nikoli ni prinesel neki denarja, niti vlagal sem, ne vem, glizan sem stel, 16 video spotov imam, ne. Torej, če tu računaš, rečemo, da je poprečje enega Jurčka, ne, torej 16 čukov je samo v spotih, ne. Pol, če pogledaš, imam tudi studio doma, če pogledaš studio, koliko je bilo vloženega, tu sploh ne bi razmišljal. V glavnem, full enega cache, no, dubo sem ven, mislim, nazaj res, tako, pač za burek, ne. Ja, kaj pa si delal, da dobiš cache nazaj? Kaj, iz nastopov samo, ali kaj? No, pa rečemo recimo iz nastopa, veš kako je, zdaj ti rekel, da ti nastopaš v Sloveniji, se moraš kar sam malo potruditi, ne. Veš, ni to, da te bo folk kar poklical, ne. Ja, mislim, vsemu se moraš sam potruditi. Ja, vse to je to, ne, ampak realno, tisto plato do Kijovaca, to je bilo 2020, takrat je bila korona in realno mi je tako pasalo, da ne rabim nastopati, stari. Veš, ko za nastopati, to je drugo, ne, ti, ki si v studiu, pa da prideš ti pa live nastopati, pa to je čist drug performance, ne. Torej, tam pa moraš dokazati, da znaš dominirati, da si hud na odru in da si ti raper, ne. Veš, v studiu se ti ne daš nobenemu dokazovati, ne, vidiš, za majkom je lahko vsak hud, ne. In pol v bistvu, glika sem pa to platil, zato sem pa zdaj zdal, kdaj je bilo to, 11.11.2022, kaj 11 let od prve, ne. Sem pa rekel, zdaj grem pa še target live, ne, in sem v bistvu, glik Drilla sem poklical, ker Drill je največji hustler, po mojem mnenju, od vseh raperjev, ne. Rečemo trenutno, mogoče bi kdo prej večji hustler, ampak on je tip, ker rečemo, da je dal res vse od sebe, da je rata hud, ne. Torej, da je res enka trga, ki ima koncertu, ne, koliko jih imel 70, malo manj prejšnjo leto. Tu je, stari, mislim, folk ne ve, tu je težko, ne. Veš, no ja, sem nastopati za vikend, pa je to, ja, sem stari 5 nastopati za vikend, ne. Overall, njega sem poklical, da dobim malo skilla, ne, ker realno nisem nastopil full sajta. Vzel sem si frenda Sam Satana, on je full dark rapper, tako, najbolj dark rapper. Definicija dark rapper pri nas, no. Čeprav nima nič izdano, da bi lahko slišal. Ja. No in pol pač, on mi je pač na stage-u mi je on hud, veš, on ima ta vibe, ko leti gor, dominira vse, tu sem tudi njega vzel, ne. Moj backup plan, ne, torej, če mene zmanjka, me lahko on malo pogura, ne. Ampak overall ni bilo tako, ne, da smo v bistvu bas skup gurala in je full dobro ratalo, tako prvi koncert se malo čutilo, oziroma nastop po Radovljici z Drillom je bilo malo tako, pa se pa sem jačalo. Koliko folka? Koliko folka je bilo v Radovljici? Te začetki, ja. A ja, pa rečemo na 12, ne zaban se. Ne, neka 100 je bila po moje. Ja. Ok, ma ne zate. Je bil še main artist? Ne, main artist, se ti govorim, da sem z Drillom nastopil. Kaj mi sem naredil 100 folka v Radovljici model? Ok. Da je nehina, kje? Mislim, kje, lahko, mogoče kje, ne, ampak rečemo, evo, tako ti dal primer. Jaz osebno mislim, da bi lahko na filu tudi 250 folka v Ljubljani, pa lahko bi na filu v Novem mestu 150. Ne? Zdaj pa da pridem jaz v Maribor, pa sam nastopam, mogoče bi prišlo 50 ljudi, ne vem. Ampak tudi moj fokus ni na tem, da bi rad imel toliko ljudi. Verjetno, če bi se vrgel to, bi mogel delati tukaj Drill dela, vzeti celo Slovenijo s koncerti in pol narediti. In pol začeti jemati in delati. Ne. Ampak ful meni stvari in rečemo, da mi je muska bolj ta neka stranska, moje sproščanje, jaz se izpovedujem na svojih komadih, pa ne zdaj, da jokam, pa da mi je full bad, ampak doskrat, ko pride slab dan, en mi je rekel, da ful dober piše, ko je vesel. Jaz ful dober pišem, ko mi je bad, ne. Zdaj, ko sem vesel, se mi niti ne zda pisati, ne. Veš, ono pač... Uživaš life, ko si vesel. Ja, vse to, ne. Greš na plažo, drkiča, greš domov, ne. Veš, ono simple life. Rečemo, da je neka želja, da bi jaz bil znan rapper, ne.
Ampak po drugi strani mi je pa ful všeč biti neznan, ker lahko delam kar čem, ne. To ne rabim paziti na besede, lahko vržem tudi wack komad, ampak v bistvu ni wack komadov, zdaj sem dobri komadi in point je, da delam brez pressurja. Ko si pa ti, primer ti dam Zlatko, ko si ti drill, ko si ti nekdo, ki je že neki, tam je pa napeto, tam pa folk mora že razmišljati, kaj bo napisal, mora gledati, kaj bo doseglo, veš. Kaj ni to dobro, to te samo vleče naprej. Da delaš dobro. Ali te pa guzi. Ja, ma misli, veš, vse ima ceno. Ja, vse ima ceno, se ti pravim, no, tu imam jaz v brivstvu, pa druge, ne. Te cene, da jaz delam kaj še z tega, pa da moram paziti, kaj delam, ne. V muziki mi je pošeč, da ne rabim paziti, ne. Lahko narediš grdo frizuro v repu. Ja, v repu lahko narediš grdo frizuro, ne. V repu lahko naredi marsikaj, ja. Ampak vidiš, zakaj bi hotel narediti slabo? Zakaj bi si kao, eni panike, če to ne bo bilo dobro? Ne, slabo. Slabo jaz ne bom naredil nikoli, ne. Ne, isto šteka, pač da nimaš tega pressure, ampak zakaj ne? Nimaš pressure, recimo, primer te dam pička ti materna, ne. Pet poslušati zdaj komad pička ti materna, kdaj na zadnje tu rekel Zlatko, Nipke, Trkaj, Drill. Veš, tu so recimo, jaz to lahko uporabim, jaz se ne sekeram za radio, ne. Se ne rečem zdaj, da tu vsi v tem razmišljajo, ne, ampak overall, če delaš ta hustle, moraš razmišljati, kaj dela, ne, in kaj sporočaš, ne. Doš reče v enemu komadu, vse je v redu, dokler vejo, kje je mestja, ne. Jaz vem, kje je moje mesto, ne. Če bi si pa res zadal, da bi trgal, ne, kar pomeni, da bi mogel vložiti še malo več, kot vlagam, ne, bi pa mogoče tudi dosegel, ne. Jaz mislim, da človek, bilo ker človek, tudi kar je nemogoče, ne, za dosežiti, če delaš iz tega mogoče, je veliko več možnosti, da boš dosegel to nemogoče, ne, kakor če pa nemogoče rečeš v štartu, pa kvitaš, ne. Mislim, pač niti ne greš pol. Ja, mislim, meni, veš kaj je fora, meni, ko se zdi nekaj dosegljivo, mi ni več izziv, ne. Torej, zdaj vidim, da mi je to dosegljivo, znal bi biti komercialen, ima meni zdaj komad na tej plati, tudi če ni danes, tudi če ni jutr. Samo veš, ko je to, ne, kaj pa za bejbo, recimo, evo, se ti zdi dosegljiva, kaj če samo iluzija? A ja. Da glumi, ali kaj? Ne, pravim, da recimo, da ti sam sebi glumiš. Pa si tu dobro, kaj ni? Ne vem. Mislim, da bejba ima ti pa rajka da feeling, da jo imaš, ne, kukor da je nimaš, ne. Ne, recimo, ti vidiš neko bejbo, ti je huda in ti si misliš, to bi jaz lahko, kao, ne, veš, to, ne, ampak v resnici, ko pride pol do tam, lahko bi te zmanjkalo, ne, veš, da si samo misliš, da lahko je. Jaz, ko pogledam bejbo, mene Janja že kliče na telefon, stari. Kaj ima senzor? To je mindset, mislim, taka povezava umska, stari, da tu jaz sploh ne moram pomisliti. Ampak rečemo, da recimo tip, ki je samski, pa pomisl na to zadevo, če ima on samozavesen pristop in ima v glavi, da jo bo ruknil, jo bo veliko prej ruknil, kakor pa če bo prišel do nje pa rekel, pizda, ta je prehuda za me. To se bo to reči. Pa to imaš ti, ne vem zakaj. Ti pogledaš desetko, enajstko in pizda, nisem še tam. Fuck you, kaj če si? 1,90 sem enkrat pravil 5, odlih iz prnje. Fuck it, gremo. In nikoli več ni šel pol, ko ga je za rejektora? Ne! Pazi. 2 stavka, back and forth news, čakaj, kaj to je to, gremo na dejt, ja. Kaj to je tako simpel? Ja, rekla, nobeno tipov si ne upa pristopiti. In že to je bilo... Sorry ti, Sorry, ampak sorry, je res, to kao vsi govorijo, a sploh ni res to, da je stari. Če je dobra bejba, valjda gre vsi do nje. Kaj, kdo gre do nje? Pa noben ima jajce. To v osnovni je tako, ne v real life. Noben ima, ne, ni osnovno, tudi ja. Jure, nimate pojma, vidva stari. Svi da ste v zvezah. Svi da ste v zvezah, stari. V bejbu greš z ogenčkom, stari, in si, fuck, ti si 10/10, sem ti mogu povedati, pizda, jako. Primer te dan, če tu narediš, misliš, da bi ona rekla svoji frendici, fuck, veš kaj mi je rekel? Ej, ful je bil hud, rekel mi, da sem 10/10, ne. Sorry, kaj pa ti rečeš? Ne rečem, ne, stari, ne. Sem dosti volka, dosti striže. Ja. Spodaj. Nimam fokus na bejbah, stari, zato ker imam bejbo že ful časa in mi je ful všeč, da imam tako bejbo, kakor imam in mi je škoda cajt oziroma energije posvečati drugim bejbam. Mislim, halo, je respektful do nje, da jim ne posvečaš časa. Ne, ampak nisi me pustil dokončati, ne? Ne, nima volje. Ne, gre se za to, da folk, nisi me pustil, da ga sporam, čakaj. Folk, ka ima ta čar in ka mora to, da hara, ne? Torej okoli in okoli, ne?
Rab fulane energije, torej ti, če greš varat bejbo, en folk dejansko tudi lepo dobro fura, ne. In če greš to početi in če furaš ta lifestyle, ne, je to fulane energije, zelo fokusa ti pobere. Ja. Jaz imam fokus, primer, pride cajt, ko se malo oddaljiva z bejbo, kar pomeni, da zdaj da sva narazna ali pa karkoli, ampak sem pač, imaš ti svoje stvari, ona svoje stvari in ko dojemeva, si rečeva in si dava fokus ena drugega, ne. Ej, kaj pa otroka boš imel kmalu? Ej, po moje, da ne kmalu, niti ne vem, če bo kdaj to, če pa bo, kaj. Ne Če vem. bo, če ne bo, ne bo. Ja, mislim, zaenkrat res ne, pa tudi ne vem, če bo. Rabi enega rabljenega kupil. Ja. Zdaj že kilometre gor. Koliko pa imaš staro bebo? Malo starejše, 30. Ja, to bo treba počasi, Ja. pol kaj, Kaj je zamenjati ali kaj? ja ne pač, narediti, ne? A je otroka? Ali kaj? Ja. Ti, ko imaš otroka, tvoje misli niso več tvoje misli, so njegove. Torej, ti daš vse njemu. Vse tu je novodobno razmišljanje, kar vam jaz odcepljeno, ne? Ampak overall, pizda. Mislim, veš kaj je? Veš, gre ven razmišlja, veš, greš tam razmišlja, gre tam pizda. Ne? Vsi taki, ne vem, ki hočejo neko kariero ustvariti, se mi zdi, da Kupi rabljenega, ne? mej otroka, ko ne rabiš toliko več haslati za kariero, ko si že na nekem levelu, da lahko samo delaš. Ne rabiš Ja, ampak več. se ti pravim, jaz tudi, ko bom nehal haslati, ne vem, kdaj to bo, ampak pizda, bi imel cajt zase, ne pa tam Joj, lahko zdaj povem, sorry sosedi, vas imam rad, ampak pač je dobila otroka, so dobili otroka zdaj in pač oni imajo spalnico nad mojo spalnico. In sem vsako to gledal, gor razumeš ta otrok in jaz ono, ampak glej, ful lep otrok. Pač, res, ful luška. No, gremo zdaj mi na to. Ko priješ v brivnico, zdaj ta del nas zanima. Ja. Ok, zdaj si bil reper in pol, je prišlo striženje vmes. Kaj zdaj, ja? Bravo, lega, on sledi. On je ono, ne, sistemček, ok. No in potem sem bil na ekonomski, začel rapati, bolj me kurat za šolo in zdaj, kaj bi jaz naredil, da lahko to upravičim, jaz bi bil frizer, mama mi ni pustila v Ljubljano, niti fotor, ker sem bil pač, rečemo, da živ fant, ne. Mrtvega lik si ne bi želeli. Ja. Problematično, na kratko. Ampak ljubko problematično, veš, nisem bil hardcore zdaj. Nisi tepo ljudi v glavo. Nisem ne vem kva delal zdaj. So bili hujši primeri, ampak rečemo, da sem bil tam med unimi. Si bil v novem spektru. Zavedal sem se tudi takrat, kaj je prav, pa kaj ni, no. Sem imel neko mejo, ne. No in v glavnem, fotor je sadje prodajal pri Bolnici, obenem sem mogel začeti sadje prodajati. Tu je bil pogoj, da grem jaz lahko na frizersko, ne, ker sem je delal pa lahko izredno, ne. Torej, takrat je Janja glih študirala v Ljubljani in pa sem recimo... Janja je tvoja. Ja. Dopoldne sem prodajal sadje, ob 4 sem je šolo, prespal pri njej in pa se vrnil nazaj in tako sem je nek ritual. In tu sem zguril, pa sem tu naredil, vedel sem, da je to en burek, ne. V bistvu lahko odpravim brivenco, ampak nimam pojma v moškem streženju, pa sem šel v London School of Barbering. To je bilo leta 2014. Kaj je drago? Ne poznam Dragota. Ej, tudi šalivec se ti javi, vidim jaz. Kaj je drago? Dragota ni bilo, je bilo pa kar drago, ja. Rečemo, da je bilo... Koliko je bilo šolanje, pizda? 4 ure pa pol. V Londonu, tam so me spoznali, jaz sem bil v filmu, da bom strigel samo škarjami, da ne bom porabljal mašinc. To je bil kao moj... Diferenciacija. Trademark, ja. In pol so me tam pač... Rekli, dej, to fakt. Ja, ko ti naredil skin fade, ne. Z malimi škarjami. Gor sem si pol rečemo, da lahko naredil neko kariero, dobil sem res full dobre ponudbe za job, delal sem pri enem od Crnjoti, ker sem si zmer želel, da delam v takem črnskem barbershopu, veš, ono. Kakšen je vibe tam tako? Ja, pač bel si, ne, vice, ne. Pač težko sem dobil stranke, ampak sem jih, veš, če dobro delo, sem Ja, to vid in
Sem imel pač, recimo, ene so hodili na en teden, eni crnuti, ampak ko sem jih postrigel, so zmer dal kapo gor, tako da ne vem, kaj to pomeni, ampak overall Veš, ko so prišli nazaj. Ne? ja, ko so imeli kakšne bejbe, ne, so dali kapo dol. Ja, ampak ne, veš, čist zmer, ko so šli, kapa nazaj, stari. Pa, kaj Pa si sonce strigel, je, no, da lahko vidi. Dej. Ma so drugači lasi od črncov kot belcev? Ja, itak da ja. Ja? So tudi kurci. Kjer ti je najlepše stričiti? Mislim, ali ne vem, je kašno, kaj se, zdaj te sprašujem, ko en zabiti. Zdaj ga sprašuješ, če je rasist. Ne, pa za reči tako, so kašni lasi, ki je lepo delati z njimi, se lepo oblikujejo, lepo padajo kašni. Ja, mislim, imaš vse, ko so cool, imaš vse, ko niso, overall je pač sem najlepši striž, ko strižeš strastno, ko si res not, ko si želiš tudi ti striž, ne, ko strižeš 10 ur, pa ti v 11 pride, ne, da je kupček, ne. Tako da rečemo, da najlepše strižeš, ko res z veseljem strižeš, pa ja, itak mora biti tu take neke frizure, katere so hude, ne. Torej recimo tvoja bi bila zanimiva, tudi tvoja, ne, sem... Jaz bi rabo si tu striž, da ja. Ti bi rabo malo prvo pustiti, pa postrižiti. Ja. Kaj bi lahko Jure te naredil, ajde? Marsikaj. Daddy. Mislim, kje je začet, ne? Ful je visok, ne, zabavam se. Lej, tako, naredil bi ti prvo, si tu malo postiš, da je drug shape, ne, ker shape je kar slab. Ok. To ni kriv do tvojega frizerja, verjetno je tvoja želja. Ne vem, Ali če. pač, To vsak frizer reče za prejšnjega frizerja, da on je v pač kurcu. ful imaš, ne, to jaz nisem, sem ga takoj upravičil, ne, tako da mogoče ni on v kurcu, mogoče tvoja izbira v kurcu, ampak overall imaš dosti na not, ne. Ma jaz, ne, mogoče Pomeni, da ti bi zdaj mogel. sem malo pomečkan, veš. To sem tudi vedel, ja, Ja. da se nisi glih upravil. Ne, ni, če sem prej se zbudil ob 9:55, sem tekel dol in še telefon sem zgubil vmes. Kaj mu predlagaš? Kaj mu predlagam? Ja, ne vem, kakšen fejdič, malo na drugo stran da prova, daljše zgoraj, daljše ob strani, kaj bi Glede na stil mu bi rekel, da najma daljše, če upa, da sploh nima fejda, tako kot imaš ti, recimo, čeprav ti imaš Res? tudi, ja. Mislim, Ne tako dolgo, kot on sicer. Ne. No, jaz si ful dolgo, puščam ja. zdaj daljše, da imam malo daljše. Ja, Dobro, saj zdaj imaš itak vse zajebane zlimano. lase, ne. Veš kaj, dobro, zdaj imam zlimano od kapema, če ne jaz imam, se mi malček zvija lepo. Zdaj, Ja, ko so sem daljši. vidim, da so težko, stojijo sami od sebe nazaj, težko, ne. A? Ful so gosti. Ja, se vidim, ja. Ok, kaj bi meni naredil? Na mojo, na mojo strukturo. Pač, pokazati bom pol čupal, nimam zdaj telefona. Dobro, pri sebi. Imaš s sabo opremo? Na škarje bi te postregel. Ne, nimam s sabo opreme. nisem Vse rabiš še samo tem- škarje, ne? Imamo tam lejene, na mizi. Potem sem se vrnil iz Londona, ne. Čakaj, koliko časa si bil tam? Tam sem bil 4 mesece vse skup. Man, to ni dosti. Ja, 9 tednov traja šola, jaz sem v bistvu tudi ta njihov cel sistem popalil pol s to mojo akademijo, ne. Čakaj, prosti, kaj za reči, job pri teh barberih črnskih si dobil tipo praks ali kaj, ali Pri njemu, lej, Si do rabil črnca job? sem jaz šel. kaj sprežel član, ti lahko strežem v tvojem salonu, ali kako si zdaj ti to Pač rekel pristopil? sem, jaz hodim v školo barbering, prihajam iz Slovenije, rad bi strigel, vem, da nisem še tam, kjer moram biti, ampak bi prvi dobil izkušnje pri vas. Zato, ker mene iskreno, na London školo barbering smo ful malo črncev postregli. A meni je bil glih čar, če sem v Londonu stari, moram se tudi črnce naučiti striž. Ker nove mesto je dosti tega, ne? A? Ne, glih ka ni, ne, veš, glih tu je ta fora. Ampak, ko pride, da znaš, ne. Da imaš Zato, ker- skill, ja. Zato, ker crnjuti v novem mestu se ne more postriž, ne. Mislim, crnjuti afroameričani. People of color. Ja. Pa sem delal jaz enih parkrat s košarkaši od Slovenije, pol jih je črnih, oni imajo full worka, pač imajo ena, dva, zbrana barberja in samo tam hodijo. Ja, loyalty, ne, pa njih je tu kjača, ne. V glavnem, končam šolo, tam sem pa dobil ponudbo, to, ko sem si jaz želel, to, ko sem jaz rekel, da če se mi to zgodi, bom pa ostal v Londonu. In ko sem to dobil, mi je bilo to potrdilo, da sem hud. In Kasina. pol sem iz Londona pisal frizerskim salonom v Slovenijo. Čakaj, kaj si dobil, to big ponudba? kaj? Potrdilo, dobil sem za Men's Federation, da bi šel delati. Tu so v bistvu barbershopi oziroma organizacija, ki postavlja trende. Ne bi jaz takrat postavljal trende, ampak sem dobil pač job. Si tam pač, ja. Ja. Si delal tam ali ne? Delal sem 2 dni. Ja. Ok, razloži, In čakaj po malo. 2 dneh sem ugotovil, da ne bi tega delal, da bi raje se vrnil v Slovenijo, zato ker v Sloveniji sploh še ni bilo skin fade, ni bilo urejanja brade, ni bilo nobene brivance.
In itak, kvaliteta streženja, ko sem jaz bil v Londonu, je bilo v Sloveniji v kurcu čist, ampak res v kurcu. Ja, Tako jaz, ko Erika je imela doma salon in to je to. To so one stare žene, ki so vsakega... ampak tu so te čupce stare, ne? Ampak tu so vsi tako stregali, Ja, tudi gor, ja. vse ob strani. In jaz pač, ko sem, dam ti primer, pa ko sem se vrnil, pa ko sem imel brevence, pa sem hodil po Ljubljani, sem rekel, fuck, še zmeraj isti kurac. In pa sem začel izobraževati in zdaj, ko hodim po Ljubljani, vidim pa ful enih hudih frizur, ful Torej ti si natančne oče frizure. slovenske frizure. Pač hude. Slovenska kvaliteta strižne je zelo visoka. Bil sem v Ameriki, videl sem, tam je začetek kao barbershopa, frizure so v kurcu. Torej, Slovenija je, ne moram reči, da gre zahvala k meni, seveda, da ne. Ampak point je, da se je v 5 letih tuk dvigalo, da frizerke zdaj hodijo na polno k meni se izobraževati. Ne? Kar pomeni, da se dogaja to, da se zavedajo, da treba dvigovati. Kar bo pa čez 5 let, pa ne vem, ampak vem, da smo mi ful visoko v primerjavi z ostalimi državami. Ampak mislim, a je to nekako butterfly efekt vsega, pač social media vse se dvignilo, klinac vidi frizuro, reče frizerke, jaz hočem to. In če pač ne zna, in če dobi 15 klincev na dan, se mora iti naučiti. Mi se mora iti naučiti. Ali pa pač jo boli kurac, kukor 80% frizerk. Ne? Ja. Ene imajo željo, veš, to je tako, kot sem, eni imajo željo, da napredujejo uno tretje. Vsak frizer oziroma nekdo, ki striže, si želi imeti svoj salon. Ne? Maserka si želi imeti svoj salon. Vsi hoče imeti svoje, ne? Tu je ta slovenska mentaliteta, moja ali pa neč. Ne? Ali pa od soseda. In pol, ko oni odprejo svoj salon, oni tu delajo. Ne? In pol se nafila tu in oni so srečni, vse dela, vse je cool. Ampak kje je point? Ko on tu dela tuk cajta, ko mu vse ufurano, on je skus na istem mestu. Boli ga kurac za novo znanje. Boli ga kurac za vse. On je od Sony, od dobja, dela, on je dosegel tu, kar je hotel. Tu je ta kurac. Tu so te frizerke. Torej, one delajo uno, cena se ne dviguje, ne izobražuje se, rata je dosadno, ni več onga pešna do džoba, ne. Une, ki pa hodijo na izobraževanje, pa ki dajo nekaj v to. Vsakič, ko pride za izobraževanje, ima nekaj novega za delati. Srečen si, kupijo novo mašino, srečna je, dvigne ceno, 30% strank stran, pride 30% drugih strank, je bulh, veš ono. Ampak tu je vse odvisno, kje se on postavi. Ne? In eni bojo skus tam na sedežni Netflix in 8 ur na dan, nič več in tu je tu. Zato imamo pol slabe frizure, ne? In slabe storitve, ne? Zaradi takih, ki je boli kurac. Ne? Ko za vse pač se moraš aktiven biti in se izobraževati, ne? Ja, jaz recimo, da bi se šel izobraževati, nisem pomislil od London School of Barbering, ampak se izobražujem v bistvu v Zagrebu je ena taka ustanova, ki je pa za business wise, ne? Se izobražujemo drugi zadeve. Ne? Seveda zdaj vidim, da so neke nove fore v brivstvu, ampak overall pa ni frizure, da je naj bi znal postriž. Torej moja tehnika še zmer dela. Ne? Seveda so to reče tudi Una iz frizerskega salona Tamara Kocijančič. Isto reče ona. Jaz lahko vsako frizuro. Ja. To tudi jaz rečem, moja tehnika deluje na vsaki, pa ne. Ja, tu sem tudi jaz slišal. Ne, mislim, pogledaj si moje delo, pa všeč še moja tehnika dela. Ti mi daj pa cifre, da vidim. Čakaj, zdaj reči, neki fundamenti so in pol, koliko lahko to eksperimentiraš? Mislim, jaz, veš kaj je point? Zdaj, ko pogledaš frizuro, če je frizura top, pomeni, da nima nobene napake. Ne? Kaj so napake na frizuri? Napake so zmeri na frizuri. Ne? Sem pointed, da frizura rata perfektna, ko jih vse popraviš. Ne? Okay. Zdaj, če imaš ti tehniko, da čisto vse popraviš in dosežeš, jaz rečem, da dobro frizer je tist, prvo, ki ima hudo predstavo za frizuro, torej, ko pogleda čupa, ve, kako predstavo ima, in tist, ko je zna točno ujet. Kar pomeni, on ima predstavo, da ima tipa tako frizuro. In pol, če on še zadene, glede na tvoje lasišče, tu je hud frizer. Fuck, čakaj, sem imel eno frizerko, se spomnim, konec osnovne, mi je naredila frizuro na levo stran. In jaz sem popizdel, ta frizura mi ni stala na levi strani. In pol sem jo zamenjal in mi je rekla, una druga član, ti imaš vrtinec na desno. Nič odno ti fucking ne stoji. Ja, in samo zaradi tega je. To so osnove, to bi še jaz pogledal, kje je vrtinec. Ampak za reč, jaz nisem vedel. Nikoli ne veš, kaj je pa Una videla. Veš, zmer je ta fora, veš, Una je pa mogoče videla, pa da ti od zadaj slabo pade, da imaš pa tle ta vrtinc, pa ti ta jajba od zadaj, Ona pa to ni gledala. Veš, to je vse odvisno, jaz nikoli ne rečem, Un je kriv. Zmer, ko mi nekdo pride na frizuro, nikoli... Pride na frizuro. Ja, like tega.
Zdaj imaš tako belo gor. Kaj? Zato imaš le te Ja. pramene dela. Tu je bil pokušaj brica, ne. V glavnem overall, zmer ko mi nekdo leti na frizuro prvič, kar pomeni, da je bil pri frizarju enemu 3-4 leta, ne. Pa tudi če vidim, da je kaj slabo, ne. Eksplodiral od excitementa. Ne, jaz smo danes sam isto frizuro, kukor je imel sem na boljši način. Ne gremo pa spreminjati čope, ker včasih veš, ono ima neki tle in ti misliš, da tu neki tle ne bi smelo biti tle, ampak daj Je z pa razlogom, postrižeš, ja. ne, pogotoviš, da je on to rabo, ne. Ne imel tašno obliko glave. Ne, ampak verjetno ima mogoče tle vrtinc, pa če bi imel krajše, mu bi bolj štrlelo, s ima pol daljše, primer ti dam, ne. Tako da zmer nikoli ne mislim, da si jač od nekoga, ki mu ni izkušen več z njim, ne. Torej, primer ti dam, v tvojem jeziku, ne, torej neka bejba, ki pride iz resne veze, ne, ki pride iz resne veze, ne pomeni, da boš ti bolj rukno, ker on tip je ruku 5-6 let, ne. Rabiš malo več skila za njim. Hvala, da si prevedel za mojega Jureta. To je psihotopo. Ja, Jure, ja. Veš, ki to v frizuri meni ni šlo časli. Ne, jaz bi zdaj fura, da me ti postrižeš. Pizda 50 evrov, stare. 50 evrov. Ja. Kaj pride s tem 50 evrov? Pa neč eno uro mojega sajta je tukaj. To je to. 50 evrov ima je kaj inklusiv? Je inklusiv, ja, lahko mi greš še kosilo plačati. Ne, za reč kaj je oblikovanje brade, masaža lasišča, Vse, kar kaj. čuješ na mojemu stolu, da si 1 uro je 50 evrov. Zdaj ali imaš komplet, ali imaš ono tretje, pač 50 evrov in to je to. Pa kaj dobim jaz prijem tebi, evo, pridem, sem na tvojemu stolu 1 uro, Ja. 50, kaj dobim? Pogovarjaj se z mano 20 minut in postrežnite, ne? Torej me nateguješ. Ne, ampak to je moj. Zdaj ti bom dal primer. Masarka masera 40 minut, ona ima 40 evrov ceno, ne? Pa jaz kot nek brivc, kateri je kao neki, moram imeti pa ceno, kaj je 20 evrov, da strežem 40 minut. Tu je 50 centov na minuto, stari. To je zelo slabo. Realno vsako storitev mogla imeti 1 evro na minuto. Tu pomeni 60 evrov, ne. Sem strižem v novem mestu, pa ne moram dati na 60, ne. Ni panike, ampak ti pravim, kaj dobim, kaj razen frizurce, kaj miške urediš, obrvi, zmasiraš, čakaj. opereš, kaj? Stanete še malo, te šamara in greš, kaj? Postrežem te pač. In odjebi, kaj, ja. Pa če me boš hodil čupo, najjače čupo, kar si jih imel, drko boš na to čupo 3 mesece in pa prišel spet do mene do 50 evrov. Po eni strani respekt na to samozavest, da pač ti res nekomu daš tak dober produkt, da reč, sem fucking vreden. Glej, folk se pri meni streže, folk ve, po kaj pride, ne. Tako da jaz nimam problemov s tem. Jaz razumem moje ceno in moje stranke razumejo moje ceno. Ne, da Celo daje tudi napitnino, ne. Tako da 50 evrov ni veliko za neki tasga. Plus nimi fokus na tem, da bi ful veliko stregel. Ne bi jaz rad bil 8 ur v Brivenci, stari, ne. Po 400 evrov na dan, pizda. Mislim, veš kaj bolj vzamem za primer? Ni bolj 4 ure. Jaz plačam frizerki 10 evrov. Ja. Ne, moj kolega Ni vzame napitnino. Koliko plačaš, frizerki? Okej. me striže, ne vem, 15 minut. Ja, no, vse to je to. Moj kolega, vem, sem šel enkrat z njim frizerju, je dal 20, zdaj sem bil, holy fuck, kaj daš 20 evrov? In on, ja, mi da kavico, namaže kremo, uredi brado in pol, okej. Opravičeno 20 evrov. Dobro, pri meni dobiš Jamesona, dobiš kavico, dobiš... Pa to te prašam, no, kaj vse je to in kuda? Dobiš vse, stari, kar češ, ne, sem da denar. Ne, pač point je, da moraš priti v eno našo Brivnic, spet v Ljubljano ali po Novem mestu. Okay, vi imate ono tam pri Slovenska tam... Gosposvetska smo mi. Gosposvetska. Ko se kliče? Brivnica, Barbarum by Edis. Ima ti strižeš tam, ne? Se pravim, jaz sem zdaj sem je dobil cajtu, ker nisem bil tam zelo dolg cajta. Zdaj se pravim, zdaj rehtam tu Črnomel, imam te redne stranke, ta teden sem jih 4 ali 5 postrigel. Ne morem jih tudi več postriž, ker zdaj sem tam, ne. Pol sem tam, pol sem na gospodarcu, ko delamo ta sen, tako da ne strižem veliko, ampak ko strižem, mi je pa ful všeč striž, ne, in tudi ko se vse to neha, bi se rad malo vrnil v Brivnico, da bi stregel, ne, ko pogrešam to, Bi šel nazaj on the battlefield. Bi šel nazaj na battlefield. Ja, pač všeč mi je to, veš, pač point je, da tuk cajta nisem bil not, da ko sem vrnil, bom bil čist hud, ne. Mislim, čak ti zdaj, to jaz jemljem tako, ti si za reč ustvaril te Brivnice. Pa ti si lastnik teh Brivnic, sorry. Ja. Ja, v Ljubljani imam Zalenom,
On se je pri meni učil in so polska podprli v Ljubljani. Torej ti pobereš procent on dela, tako. Pa zdaj si kukrčeš, a pa da sem vzrihtel posel, ki ga drugače ne bi bilo, ne. Ja. Ker sem ipak ime, ne. V glavnem pač tam je 10 stolov, oziroma 9 stolov je tam in če 9 stolov se da deliti lepo dobro, ne. Zdaj recimo v Črnomlju, ko odpiram, bojo 4 stoli, tla sem sam lastnik, ne. Zdaj pa za naprej ne bi rad govoril, dokler se nič ne zgodi, ne. Mislim, sam si lastnik in ne boš ti delal tam. Ne. Boš plačal. Pač imel sem na akademiji, sem imel 4 učence iz Črnomlja, oziroma panje iz Semiča in pa sem rekel, da en je že neki hotel svoje, on je neki tam, veš, 4 so, pa iz Črnomlja so, stari in kaj, zdaj bo vsak na svojemu koncu, gradu se bojo gledala, frendi so. Sem rekel, kaj, gremo odprt, bom jaz odpravim, pa da imate hudo brevenco in pač so rekli, ja, daj gremo, ne. Ok, za reč ti zdaj vzpostavljaš dobre brivnice, ki je tvoje ime zraven, da se ve, da je kvaliteta. Ja, Ti pa zaenkrat si, kot si rekel, malo biznis štel vzada in hočeš se vrniti enkrat še bolj šišati. Ne, zihr sem vrnil, zdaj naslednjo brivnico, ko bom odperil, bom definitivno jaz strigel not, ne. Zdaj ne pomenim tu v Črnomlju, da bom skozi tam, zdaj bom recimo strigel Črnomlj, Novo mesto, Ljubljana, ampak tu govorim, da bom strigel samo enkrat na teden tam, ne. Kar je... Ma tam imajo ljudje toliko denarja za frizore, tako 50 €. Ok, čakaj, to je zate? Stari, zmer se najde tip, ki ima RS-a v mestu, ne? Čakaj, to je zate ali za tudi tvoje te delavce, ki delajo tudi 50? Ne, oni imajo druge cene. on je the level, ne? No, ok, to me je Pojte, zanimalo. jaz sem si postavil ceno, katera je glih taka, da se vpraša človek, če bi prišel. Veš, prej se je pa dogajalo, da me čisto vsak vprašal za streženje. Zdaj me več ne sprašuje. Ja, good point. In tu je ta fora. Jaz sem se s tem rešil, da ne rabim govoriti, nimam cajta, sem se rešil s to ceno, ne. In ta cena te takoj odbije 80% folka, ko me v poroko, me boš pa ti postrigel, ne, tu je ta fora. Torej jaz sem on, ko se priješ ti k njemu postrižeš, ko imaš si nekaj pomembnega. Ti si kot church truth, ne. Ali pa, če ti je res Ed is the man, boš pa prihajal, recimo imam tada prihaja enkrat na teden, pol recimo en planinšek, pač oni hodijo redno. Imam stranke, ki so full redne in imam stranke, dam ti tudi primer, en pride sem na brado, pa mi da 50 €. Ne? Pa ni tu tip, ki je pun, ampak tip, ki ceni. Rekel, jaz razumem. Jaz vem, kaj ti delaš. Ne? Pičko, jaz spoštujem tvoj cajt. Koliko? Ampak kaj pičko materno? Pol te puna pičkica masera 40 minut, pa ti vzame 50 €. Ne, ma mislim, pičko mater da 200 € na mesec za brado pizda. A, to je pa drugo, stari, treba imeti. Ja. No, to sem tako zdaj pražiti. Koliko redno priporočaš k tebi tako vsak dan, ampak da folk gre na frizurco in tako? Jaz bi rekel, na 3 tedne je ena taka dobra. Ja, na 2 tedna si skus fresh, na 2 tedna recimo, če imaš brado pa frizuro, je full dobro, ko greš na 2 tedna, torej enkrat imaš komplet, enkrat imaš brado, čez 2 tedna in pol spet komplet. Komplet, brado. Tako, ne. Tu je recimo neka taka opcija, ampak drugače pa tudi hudo, če greš enkrat na 2 meseca, da je malo sprememba, ne. Tu je odvisno, kak si človek, če si reč mek, boš hodil na 2 tedna, na 3, tu je čisto odvisno, kak si, če si pa ultra šmek, ne, pa enkrat na teden vsak petek, ne, to je čisto odvisno, ne. Sem to gre full časa, ne. Kaj? Ja, enkrat na teden, da greš frizerju, ne. Ne, veš kaj se kot to reči, pizda full je, lej, jaz imam en problem, jaz full nočem, da me strižejo ženske. Vsakič, ko sem hodil k ženske, so me slabo ustrigle. Ja, ne vem, prid naše špele v Ljubljano, že kaj je dobro streženje, ne. Špelca. Ima ženske, ki dobro strežejo, ne. Ja, mogoče samo se jaz dobro... Zato je ono, kad ti jaz govorim, Ja. si ti intuit, ali si sem lepa punca, pa strižeš, ne. Ali pa nisi lepa punca, pa da, ne. Vse so lepe, ne. Tako je. Ta moj bratranc ni slabi, so sem dobre pa boljše, ne. Lepa, lepa. Mislim, imaš, ok, kakšno še je, kako se znebiti awkward stage, ko, ne vem, ti raste lasi. Jaz, ko sem imel kratko frizuro, ko Jure, Kapca, to je to, ne. samo to, ki meni je ta kratka Mislim, frizura... folk ful misli, jaz spuščam dolge lase in pa se ne grejo striž. Seveda imaš vmes opcije, da to malo lep zgleda. Ne? Ja, jaz hodim se urejati, ne vem, na en mesec sigurno, da ji malo uredi. Bom ti pokazal čupo, ker imam zate, stari. Jaz sem imel Priješ čop. naslednjo soboto v Novo mesto, te zaston postrižem. Dobro del. Dobro. Big plans, kaj zdaj? Pa ne, zanimivo, dobro imaš to, to pravno razvijaš biznis in to jako, kaj? Veš kaj? Rečemo, evo, vidiš, to je to, ne. Ne, biznis. Jaz razvijam sem, kar je meni všeč, ne.
Jaz tudi, čez sajt jaz ne vidim, da bom jaz biznismen. Ne? Jaz kar hočem doseči, da imam free time. Ne? Ja, itak. Veš, tu se loči od teh biznismenov, ki sem huntajo cash, oziroma ne huntajo cash. Oni imajo isto kot jaz, radi te izzive in te zadeve. Ampak jaz, kar jaz vidim, čez sajt, vsaj kar si želim, je imeti eno mehno brivanco na Tenerifih, en mehen krajček, tam 30 ljudi, ki me poznajo in njih strežem. Ne? Grem jaz na plažo, surf, nazaj. Pum. Ampak tam bo 100 na uro. Ne, tam bo 12 na uro. Ja, a tako? Ja, tam bom ljudina, ne. Tam bom jaz, zato ker bom tu cashal od zadaj. Da pol res tam za užitek. In pa pridem nazaj v to gnečo, ta smrad. Pridem tle, vsi me pojebejo z vsemi informacijami in pa grem spet za 2 meseca. Tam, ko je zima, surfič, pošišam unga čičo, tako me čaka 3 mesece in to je moj main focus. Torej, He gets it. Ja. Jaz hočem imeti, zdaj si bom na lodu, da enega, rečemo, max 35 se bom jabo ko zajc, pa hočem, ne. Ker mislim, da folk vali smisel s tem, ko gre v posel, folk se ne zaveda, kdaj je dost. Eni bi rekli, da me že zdaj dost. Jaz nimam dost, dokler si jaz ne rečem, kar sem si zadal, da sfuram, moram sfurat, ne. Hočem iti ven iz Slovenije, ker ta Slovenija pa vse cool. Ampak overall so druge države veliko bolj dobičko nosne. Tle 2 milijona folka stari. Ne. Veš kaj, kot ti, ki si bil v Londonu, veš, da za isto delo, kar delaš le tam futbol cenijo, futbol plačajo. Ja, samo kot frizerji fora tem, da imaš omejen čas. Ne, on ne more 100 ljudi strišt, ne, še vedno. Mislim, lahko da narediš toliko strank na dan, to je to, ne. Kaj? V tujini cenijo in ne cenijo, kukor češ, ne. Kad glih tu, kad sem šel delat, kad sem v kul šetov, ne. Vidiš eni, kak imajo odnos do tebe, pa kak imajo drugi, ne. Ampak overall, če si ti dobro na čemu, bilo kaj delaš, torej, če si avtomehanik, če si, veš, tu so neki jobi, folk prav avtomehanik, ne, ampak tu so eni jobi, če si res hud, stari, boš imel posla full, ne. Isto je v frizerstvu, isto je masaža, isto je make-up artist, nohtki, pički. Ko vse? Če si najboljši, boš imel vedno folk. Tu, če nisi najboljši, sem najbolj cena primerna, ne. Imaš ti, zikr imaš tle en frizerski salon, ona dela in živi. Jaz ne vem, kaj je ta fora s tem frizerski salon, povsod so. A? Res je dosti teh frizerskih salonov. Ampak si ti pravim, vsi delajo dni frizerskega salona, da bi se kar zaprl sam od sebe. Ti, da bi zdaj začel striž, imaš 50 frendov, imaš. Vsi ti bi se strigli pri tebi. Ja. Če tu priračunaš od 20 €, tu Jurja na mesec. Kaj če naredimo člani barbershop? Člani barbershop? Ne. A tu bi bilo zih neki pocen striženi, ki so člani. Ne člani bi mogli biti. Tu člani tako je ono, ti si naš član 50% off, pizda. Čaki. 50% off od 100. To. Ko si rekel, se kliče te tvoje ustanove? Brivnica, Barber Room by Edis, Brivnica pač. Ok, zakaj ni kakšnega imena? Okay. Barber Room by Edis. Ok, spet, zakaj ni kakšnega imena? Vse je Brivnica ime. Ja, Brivnica je prostor, ko da je moja mesnica, se kliče mesnica. Ampak če je prva mesnica v Sloveniji, je ona pač mesnica. Ne, tako se reče prostoru, ki prodaja meso. Da napiš na Instagram Brivnica, pa deš, kako je Brivnica. Vsi so neki barbershop, vsi so neki... Ja, pa zato vprašam, ker vse frizerski so, ali je frizerka Erika, frizerka Sanja, zato vprašam. Frizerka Sanja je smisel najbolj pogosto ime za frizerski salon. Barber. Ne, Brivnica. O, fuck, a vi ste do Brivnica? Tu je. Ne, da vem, kaj še. Pizda, fuck. Dobrivnica. Fuck. Ok, ajde, flex. Ok. Pač, veš, to je cool, recimo, tu sem govoril, trgovina, Špar, Uno, Mercator, zakaj ne neki sem trgovina? In ta trgovina je main, ku Kerher, recimo Kerher za prd, ne? Vsi rečejo Kerher, v bistvu je tu znamka, ne? Ali pa Jeep je dobro. Jeep, je Jeep, ne? Tu ti govorim, ne? Torej, mi smo ta Brivnica, ne? Oni so Dobrivnica, oni so... Dobrivnica je. Dobrivnica, podlaga, ne? To ti govorim, ne? Pač ne rabiš imeti imena, če si ti ime, ne? Evo, dej za na konec, te bomo zdaj dali eno vprašanje iz naše člani škatle vprašanj. Tako je. Tle notri so vprašanja od kaj je smisel življenja do kakšno sadje bi si dal urit. Katera je tvoja najslabša navada? Mogoče, ajde, da se zjutraj zbudim, pa skadi mene 5 čikov, pa ene 3 kave, preden prvo neki pojem. To je tako, si krajšaš lifespan. Ok, čakaj, da te vprašam,
koliko vpliva to na striženje. Sem bil pri eni frizerki, ki je full fumala in medtem, ko ona tle šlatala, to je meni tako smrdelo okrog glave. Jaz strežem sem kadilce. No. Ne, zabavam se. Point je, da seveda, Mislim, tudi da ne paziš nekaj na to, hoditi kaj- zaradi tega, ne, jaz ne pazim na to. Jaz sem medij, jaz ne pazim na to. Ne. Imaš ljudi, in seveda, če bi hotel biti profesionalen, jaz imam full eni stvari za improvement, jaz bi lahko bil full bullshit in zelo bolj profesionalen. Ampak so ene zadeve, ker sem pač jaz in tu kvar mojo storitev, ne. Ampak moraš vzeti v zakup, da sem jaz. Veš, kaj ti hočem reči, ne. To pride zraven, ne, v nivon. Ja, ta von je moj von, ne. Tako da, veš ono, Ja, kaj ne bom pa si če- v prav rok, da bo tep lepši. Začne kadet. Tako da ja, rečemo, da je to ena, sem dobro tukaj ene, Tvoj von pol ne bo bil nikoli rožice. je bil, se sem nehal kadit, ko sem šel na to potovanje iz nule, tam sem nehal kadit, ne. Nehal sem fugerat, kadit pa kavo. Nik sem videl, da imaš fuge tam. Ja, kadim pa fugeram, ja, pa kave tu. Furam nek ta, zdaj že na 4-5 leta trezen life, da ne pijem, pa ne pohom ni nič tega zadev. In pol rabim neki, ne. Jaz sem človek navad, stari, ne. Jaz sem res, tudi karkoli sem delal, ko sem pil, sem se ga napil ko stoka, veš, no. Tu, ko delam na hard, ne. Tudi, ko treniram, karkoli delam na hard. In zato pravim, da se znam tudi zabremzati, ne. Torej, ko sem šel na ono iz nule, tam sem nehal vse, zato da nimamo nobenih stroškov z mano, ne. Ker tu je strošek, realno, ne. Tu je 5 na dan, 1-4-5 kavic, 5 in pol še 5 za čike, je to 15 na dan, ne. To je kar zajebano, ne. Mandar v Moramo teh zajeti, časih ta denar, ja. Ampak zdaj, ne, v realnosti je pa sem ugotovil, ko sem se vrnil, v bistvu v Ameriki sem začel fugerati nazaj za eno fugo na dan, to ne vem, zakaj sem zaštartal. Zagnal mašino. Ja, prav ono, dar, pač itak. Ok. In pa, ko sem se vrnil, sem rekel, začel bom kaditi, da neham fugerati, to je pač neka tema. Ej, ti si pameten dečko, veš? Dobro, veš, kaj... Pameten, reč. To pa ti dam. To noben ne dela. No in pol, in glede tega, silil sem se, da začnem kaditi. Tu je bila ena od teh potez, teh mojih, ne. Torej, ni mi pasal čik, ampak sem se trudil, tudi pogrešal sem realno te pauze, ki imaš čikom, ne. Veš, folk se ne zaveda teh pauz. Recimo, če ste vedeli, jaz, ko sem tle prišel, sem se čik zvel, sem šel enega skaditi in tu je ta cajt zame, teh 5 minut. Kdaj tu folk ne začut, ampak primer ti dam, glih včeraj, ko smo delali cel dan, tam razbijali vrata, pičke maturne, Hajder dela in ko Hajder dela, on me reče, da jedi, zdaj mi zvi čik. Folk nekad je, kaj, bo pil. Pa stari pil si malo prej, torej ni te pauze, ni 5 minut pauze, ko pa ti čik vzajme, zdaj ti mi do primer, kaj je Hajder se včeraj zgodilo, vzel je čik, usedel se je kadil in rekel, pizda, tu bi pa lahko pa tako. Aha, ja. Torej ta čik ti vzema life dolgoročno, ne, ampak ti pa eni zadeva tudi skrajša, ne, določene zadeve. Kaj pa, če pač med delom si vzemaš pauzice? Kaj ti narediš, ko poseksaš bejbo, stari? Malo pauze. Pizda čik, stari, ne. Mislim, tu pizda... Ne, Jure ima enega zraven, on spuši enega drugega. Za na konec bi dal kakšen nasvet mladim brivcem, brivnikam, ne, ženska brivec je? Brivka. 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 Ne, mladim frizerjem nasploh. Ja. Kakšen nasvet bi delil z njimi? Pejte na njegov masterclass. Samo... Dobro, Skoda- en manj profitabilen za te nasvete. Ja. Ma ne, se ne bom nič pameten, ki prebil, ki se mi ne da, nisem neki v modu, da bi pametoval. Nič, delite naprej, ne? Okay. Dobro, za več info, link, njegov masterclass. Masterclass, člani 20-20 popust. Naš najljubši segment vprašanja, da vidimo, kdo je kaj vprašal. Tvoj najljubši segment, moj ni. Moj najljubši segment. Da lahko vključimo naše drage poslušalke in poslušalce. Torej, Marko Lovrencec, punca je 10, samo vedno smrdi po cigareti. Koliko je potem? Njemu je 10 še vedno. Čak, Punca je 10 do 10, ampak smrdi po cigaretih. Koliko je pol to zbije? +1. Ok, dobro, ti rad smrdiš ti. Jaz ne maram ženski kadijo. Če je 10, je pač vedno 10, tudi če kadi.
Vse imaš žvake, jebote. Ja. Naj bi pala v ceno, če bi bila huda bejba, Ja, pa da bi smrdelo. fuck me. Kaj fuck me, ne bi ruknil? Ne, sem že in smrdi. Član, veš kaj pride s fukom? Še fucking ljubčkanje in stari maba, uni okus, maba. Je pa res, da Žgi si čik, pizda. sem bil z eno, ki je full... Slediš enega, pa si z njo v elementu, ne? Sem bil z eno, ki je full kadila in pila in mi je malo bil vibe, ki me je neslo nazaj v mlada študentska leta, veš, na žurki, vse so imeli tako kus. In to me je malo vrnilo nazaj. Vse so imeli tako kus. Ja, Na žurkah pizda. Vse so imeli tako kus. On je najmočnejši spomin, ne? Ja, Tu te je ja. bacilo, ne? To je to. V glavnem, ne, hvala. Gremo naprej. Sara_vodopivec. Any regrets? Lost experiences or opportunities? Angliško pravo, no. Lost experience, okej. Fuj, jebote. Kako mi pa to? To je neka pametna. Wow. Ti pa odneslo, Jure, ti? Ja, čist preveč. Kaj eni regrets, eni... Ja, imaš kakšno priložnost, ki si jo zamudil, obžaluješ to priložnost? Mislim, če sem zamudil kakšno priložnost... Edino priložnost, ki se mi zdi, da sem zamudil, je to, da nisem šel na izmenjavo na Finsko. Okay. Kaj? Sem videl, da bo z neko bejbo svet. Ne, jaz nisem tako, to sem sprdal. Okej. Daj ti, stari. Jaz nisem nas grešil v life, ja. Veš, da ma nimam, ne? Ja, ajde. Mogoče... Ne vem, hoj znati, to sem tle, ki sem, ampak mogoče ene, dve gospodične, bi lahko kdaj kaj prav med z njimi, ki so mi bile všeč, pa sem jih pustil v friendzonu, pa to mogoče kašenkrat pomislim, pa sem lahko bi, lahko ne bi. Smo zdaj tle. Tako da... Čakaj, rekla, lost opportunities, eno kva? Any regrets? Pa pizda, ne vem, stari. Kakšna slaba odločitev, okej. Jaz sem tudi ful slab spomin, stari, tako da res, da bi se zdaj ful neki spomnil, kaj je bilo bad, ono. Naredil sem ful eni bad stvari, ampak so se na koncu skazale, da dejansko je bilo cool, da sem jih naredil, sem se zavedel, da Sej to iz napak se učimo, če se tle napake te zgradijo, tako da Ja, pač dobro vprašanje, ampak ni dobrega odgovora, nismo žal. neki ful zgrešil, ne. Gremo naprej, tam je všeč, Kaja Pika Štukelj, ne ona vprašanje, bom punčal. Debata o Juretovi bradi, zakaj? Ker to je vse, kar Tako lahko... izrihtati Juretovo Ja, brado. jaz meni ne raste ful. Jaz bi na tvojem mestu, jaz tebe vidim, stari, tako le obstranje je ne tuk dolgo, saj, daš nazaj lepo čupca, pa sem brkiči, ono. Da ja? Ja, brke imaš huda, ne. Tu pa definitivno... Stran. Ne, brki so meni stajali, ne, folk pozablja na brke, ne, vsi brada, so vibe, stari, bitch. brki so, stari, tako ti naredi malo avto. Kaj to bi me ti izpedenal? 50 evrov. Evo, ne, 50 evrov, če spustiš čupo, brez da jo takneš 3 mesece, ja, 3 mesece. 3 mesece, od danes, ja. In bo glow up. Ok, zdaj je 8K, pol je koliko? Kaj je 8K, kako 8K? Ja, zdaj je rekel, da je 8 od 10, ne? In zdaj s to bradico in tako čupco, ko ga zrihtaš. Mislim, zdaj on meni ni 8 od 10, ne. Dobro. Vidiš to, bolje je bilo vprašanje, koliko točk lahko ti njemu daš? Ja, to se moraš ti posvetiti. Pusti stati, koliko je, kje je, koliko mu lahko... Koga lahko pojačamo? Ja. Kaj, da ga še oblečemo? Pizda mu ne bi škodilo. Ki ima 2 puloverja. 3-4 cene, ja. 3-4. Jure. Torej sem 6. Ne, lej, veš kako pravijo na Dolenskem, ne, vsake oči ima svojega malarja, ne. Valjda. Tako da nekomu si 10, nekomu si pa 3, jebi ga, ne. Objektivno. Ja. Idemo naprej. Ok, dobro. Matija Šik, dej, kdaj bo mrč? Prihaja. Praši Mateja, on mi ga zrihtati. Jure dela naš mrč, zbiramo najprej material, full dober. Mislim, mrč, clothing, brand bolj, tako da... Jaz sem njega prvo klical, dokler sem do vas prišel, ne. Mi je drill do narobno cifro. Rok, Zik, XY230 nič. Edis, kdaj napoveduješ svoj solo event? Kaj to pomeni? Solo event. Da boš strigel in repal. To je bilo dobro. Ne, po moje repal. Pa se sem ga imel v Zorici. Čupa je od kurca, Čeprav to je bilo hudo nekaj tako, da bi skombiniral. Vsi freestylaš in to, ne? Freestyle med tem, ko ga... Biti in the mood. Tale, ja ne vem, zdaj solo, na reunionu bom zdaj aprila. Solo. Solo pa sem bil v Zorici.
Pa mogoče bom maja začel neki, moram iti, ja, ima prav tip, bom začel, stari. Bom začel, naredil bom enkrat. Ja, rečemo maja bom imel sajt za te zadeve, pa bom naredil malo turnejce, pa... Hanna_Černičena, kaj ste bili za pust? Bom jaz vprašal, kaj boste bili za pust. Greš kam za pust zdaj? Pust ali dopust? Pust. Zdaj pust, zdaj je pustna pust? sobota danes. Pusti ta pust, stari. Ni to zame. Mislim pač... Ti si vedno kloven, ne? Ne, jaz sem vedno sam svoj in ne maram te neke zadeve, ki so usiljene, ne. Kaj pa Valentinova? Tudi nisem nič kupil Jani, realno. O, kakšna pizdica si ti? Pelo sem na biljard. Jaz kupim Jani rožaku in noben ne kup, ne. Jaz kupim rožaku, začutim neko ta datum, ne. Zdaj, folk prav, nisi se ne spomnil za Valentinovo, ne. Jaz točno vem, da je Valentinovo, ampak jaz raj spomnim, recimo zdaj v sredo pa ne, jaz sem rožico, ne. Me bo veliko bolj presenetilo, kot pa zato, ker je nek datum tam. Bolj bi jo presenetil, da bi prinesel pred Valentinovim, po mojem. No, recimo, ne, veš, ono, Ja. ne zdaj, da kontriram, sej rad kontriram, se tu vsi radi delamo, ne, malo kontra, ampak Ja, ne prav. maram teh zadev, ki so tako, veš, usiljene, ko novo leto, jaz novega leta, jaz po nobenemu ne čestitam, pač. Meni tu rojstne dneve, pa en friend se je ful razjezil, ko mu nisem čestital za poroko, pač, jaz ti želim vse najboljše in ne rabim ti tega reči. Kaj ne bi čestitati za poroko pizdo? Če je tako vesel, Ne, mislim, tako vesel, pač to so neke moje fore, stari, ne vem, pač meni tudi nič ne pomeni, ko mi ti reče za rojstni dan vse najboljše, ampak, stari. Jaz tebi želim Ej, vsak dan vse Edis, najboljše. Komu Edis. pomeni, ne? vse najboljše danes, ti rečem, lej. Ti si Je, taki bravo, rad. vse najboljše tudi tebi, stari, vsak dan ti to želim, ne. Veš, nekomu pa to pomeni, ja, ampak ni namen, da to njemu pomeni, ne. Veš, ker dosti stvari nekomu neki pomeni, zdaj da bi ti rad vsem ugodil in to pa tvoj problem. Kukor recimo folk, mi je en začel govoriti, da ne pozdravljam, ne. Ni da te ne pozdravljam, ni mi trenutno, da se pozdravljam z bilo kom, ne. Ampak sem zdaj recimo tu spremenil. Dosti folka mi je reklo, pač in zdaj pozdravljam folk, veš, in zdaj ugotavljam, da v bistvu folk mene ne pozdravlja, ne. Tako da v bistvu nisem na meni. Veš kaj, je vprašanje, ja, to sem pač jaz sem, pa kdaj si ti, da pač spremeni se. Eno je pač biti pizda in si pizdic, ne pravim, da ne pozdravljaš, ampak primer, da si pizdic in rečem, to sem pač jaz sem pač pizda. Ne, fucking si pizda, noben te ne mara, spremeni se, malo lahko delaš na sebi. Mislim- Tle una, veš. Zdaj ti si rekel, ja, sem ugotovil, dovolj folka mi je reklo, pizda, mogoče pa bi lahko pozdravljal. No, se to, ne, se tudi pravim, jaz sem začel pozdravljati, sem si vzel še neko knjigo, sem si malo prebral, bom to novo. Kako ono. pozdravljati? Tam tako, čau. Mislim, ne, stari, jaz rad popravljam sebe, ne, jaz hočem biti v najboljši obliki samega sebe, ne. In če mi nekdo, če večkrat slišiš neko kritiko, pomeni nekaj naredi glede tega, ne. Tako da ja, treba se izboljšati na področju, ker si slab, definitivno. Tako da ja, zdaj pozdravljam folk. Za konec bom rekel, to je bilo ful lepo meni videti tako ful tipov v cvetličarni, ki smo čakali za rožico in si videl vseh klasov, od uštimanega do utranirki, do visoki, mali, debeli, suhi. Ja. Tam smo čakali za eno rožico, da gremo kupiti puncem in to je bilo tako lepo videti. No. Pika polon, pika ica, vaš favorite memory v življenju. Wow. Favorite v življenju, memory. Jaz sem ful vesel takrat, da sem šel na Bali. To je meni ful favorite memory. Da sem se odločil, da sem se odločil, da grem. Mislim, ne vem, če je favorite menih boljših je bilo v Kanu na premieri, na rdeči preprogi zvečer glavna koli paparaci. To je bil en uni wow. Tvoj? Pa ne vem, pizda, ful imam nekih spominov. To sem pač te spomini, ne? Ja. Pač, Ja, ful jih je, veš, ono, da ti zločaš enega, pizda, ne vem, rečemo, mogoče mi bo... Veš, zdaj nisem v mudu za po spominih. Ne, rečemo, da recimo, ajde tukaj, cel dan nisem dobil stranke, pa smo na koncu potrgali, tu v Las Vegasu, ko smo bili, tam je bila tako, tam je bila res huda, tako vročina 45 stopinj, noben se noče striž, pa zvečer pa $370 v džep, Wow. limuzina, kurčenje, vse potrošiti. Tam je bil en tak, v Las Vegasu making money, tam je bil en tak. Tam je tak spomin, ne. money place. Cel ta Amerika trip z Gapijem je bil čisto slutno. To bo po mojem tako, tudi ko bom star, bom rekel zmer. To ti bo ostalo v ne. spominu. Ja. Ok, Metka Šmit, to je taka filozofska zdaj. Ko si, zakaj si? Ja, lej, jezen sem zato, ker me nekdo razjezi, ali pa sam sebe razjezim, žalosten sem, ko pač imam slabe dni in vesel sem, ko mi gre zelo dobro. To je po mojem njegovo vprašanje. Kaj je bilo vprašanje? Ko si, zakaj si?
A ja, ko si, zakaj si? Potreben si, ker nisi dolgo več ne. Ko si, zakaj si? Ja, zato, ker si v nekem primankljaju nečesa, ne? Dobri odgovori, dobri Kaj pa odgovori. ti? Ko sem zato, ker sem, ker pač sem zato, ker sem. Kristina Zoran, kaj imajo hobotnice rit? Dejansko imajo hobotnice, ne, hobotnice imajo usta. Imajo rit? Se Ja, spoznaš? kar gre not, mora iti ven, ne. Ama, lahko jim gre skozi kaj drugega ven? Pizda meduza je zelo zanimiva žival, ne. Ampak nisem dal toliko pozornosti v življenju, da bi vedel toliko veliko hobotnica. njene. Hobotnica, Se kaj sem bez rekel? Meduza. Ja, Se vidi, da nisi zobale. ja. Hotel sem reči hobotnica, ampak dobro, ajde, tudi meduza je zanimiva, pičko materno. Hobotnica, ja, isti kurac, ne. Ne, ni Drugo isti kurac. pakovanje. Ne, pač ful so, tipo meduze so ful več Dobro, procentualno pač voda. isti Hobotnica, kurac, glava, jebote. lovke, uno... Hobotnice so pametne, lahko spremljajo Mislim, ne vem, barve. če ste dojeli, kaj sem s tem mislil, isti kurac, zdaj seveda... Mislim, če gledajo veriš, da je oboje v morju, Tiger in slon, isti kurac, žival, kopenska žival, tako sem mislil, zdaj če gremo čisto tanko. Ne. Pač on ima alte razmišljanja, veš to. Isti kurac za obe, ne vem, če imajo šupak, to je to. Ne. ja, dejansko raz. Ja, riba ima. Riba ima, to je jasno, ampak zdaj ne vem, če neki gre not, mora iti ven. Zdaj, kako Čeprav meduza izloča, po moje nič ne daje not. Pravijo, zdaj sem šel pogooglati, ba je da ima. to ni fair, stari. ne The moreš anus googlati, of stari. octopus is channeled into a strihon. Oktopusi. Ne vem, v glavnem ba je da imajo neko luknjo. Ja, pa sej, mislim, logično. Verjetno je vse je, isto, ker ima usta in rit v ust. isto. Ampak sem mislil, da verjetno, veš, kar pojejo, se jim tako razgradi, da ne rabe niti sret, ne. Sem mislil, da je neka ta opcija. Kukor imaš v Sloveniji žensko, ki nič ne je, pa živi, ne. Ampak ja. Maša Pika Bolarič, koliko je ura, ko se je Jure zbudil? Kaj tako se vidi, ura je bila 10. Edi si prišel ob 10. Ne, jaz sem bil Že malo prej, ja. tle, pa je ona tuk cajtov v kortah nosila za jaz, da... Ne, vse je cool, se razumem, malo mi tudi lokal, veš. Ampak ja, mi je vzelo malo več cajtov. No, pozno. Še za na konec, Gabriel Lori. Gabriel Lori. Ja, šampanec ali vino, ker Jure je full svež. Vino. Definitivno. Vino ali šampanc? Odvisno od prilike, ampak voda. Pošteno. Šampanček. Ma šampancni. Pizdo, ne vem, no. Šampanc. Kaj je to pravite? To je to. Imaš kakšno vprašanje za nas? Koliko cajtov tu delate, kar delate? Leto pa pol. Tako. Koliko ste zadovoljni? Leto pa pol. Zelo kar dosti. Imate kakšne plane, kaj boste izboljšali? Mamo. Kaj se bo zgodilo? Se že delajo. Aha, torej so deadline. Tako. Okay. Mrtve linije. Okay. Hvala, ki si vzel čas, ki si prišel iz Novega mesta. Cenimo. Je, hvala vam, ker sem se sam povabil. Nisi se. In niso se, zabavam se. Malo mora biti. Ej, jaz sem gledal vaše podcaste, ne, vi ste drugače ful zabavite, mi se nismo neki zabavili. Kaj smo se? Ja, smo. Valjda smo se. Imaš kakšno foro za povedati za jebant? Jaz zajeban, če imam kakšno foro za povedati. Pa kaj, dej, gremo še 3 vice povedati, ajde, vsak enega. Jaz nimam vica na lagerju. Vsi pravijo, da Gorenci so ful škrti, jaz ti lahko povem, da ni res. Zato, ker mi jo je bivša dala vsakemu, ki prašal. Kako je ime Slovencu, ki ne zna plavati? To ne. Bravo. Jaz sem imel dober pick-up line, ki sem ga slišal zadnjič. In ki si ga proval in Ne, deluje. nisem prav, ne pick-up line ne deluje. Kje si Miška? Jaz sem sir. Dej, končamo mi to. Nič. Ej, da, to je to, da, bravo. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Ja. Fantastično je bilo. Hvala, ker nas sledite. Dajte še en like, follow, subscribe. Pridite na naš event 24. naslednji teden. Ne, ta teden. Ko Ta to teden. Pride, ne, fuck, mi ne vemo, kdaj bo to prišlo ven. Pridite na naš event 24. Ali je že bil, ali ste že bili. Hvala, ki ste prišli. Burgeri, El Toro, član burger, ulete. Lepo smejte, veliko se smejte. Čau! Mjau.